Predstavljajte si, da se zjutraj zbudite in se zavete, da boste v naslednjih 4 dneh mogli preteči več kot 8 maratonov. Kar noro, ne? Ampak to bo moja realnost med 4. in 7. majem, ko bom diagonalno pretekel Slovenijo iz Goričkega v Piran. Jaz sem celo življenje treniral za olimpijske igre. Moja 2 nastopa na olimpijskih igrah sta meni najslabša spomina iz mojega športa. Motivacija ni skozi, ne, se veš. Ne, se ti jutro zbudiš, danes motiviran, pa vsak dan bom motiviran, ne. Motivacija prije pa gre. Disciplina je tista, ki pol dela razliko, ne. Jaz mislim, da res dela največjo razliko to, kaj se dogaja v tvoji glavi, ne. Torej, če ti znaš stres spustiti ali pa pritisk iz tega nivoja na ta nivo, da ti je v bistvu kolegialno oziroma da ti pomaga, da te ne potiska navzdol. Si razmišljal kaj o primeru neuspeha, se pravi na sami trasi? Predstavljajte si, da se zjutraj zbudite in se zavete, da boste v naslednjih 4 dneh mogli preteči več kot 8 maratonov. Kar noro, ne? Ampak to bo moja realnost med 4. in 7. majem, ko bom diagonalno pretekel Slovenijo iz Goričkega v Piran. In moje ime je Vič Tuhec in to bo največji izziv v mojem življenju. In ker za vsako noro idejo stoji tudi malo nora ekipa, sem danes tu jaz, Ivan Trajkovič, nekateri me poznate kot tekmolista, drugi me poznate kot lovca iz kviza. Danes pa sem tu, ker bom podpiral Vida pri njegovem projektu. Tako je. Torej z Ivanom bomo naredili en tak poseben podcast, v katerem se bomo pogovorili o samem projektu, torej o mojem brutalnem izzivu, teka čez Slovenijo, pa tudi o humanitarni noti samega projekta, podpori mladim v športu, pa tudi dotaknili se bomo samega drobovja vrhunskega športa, ne, Ivan? Tako, govorila bomo o znoju, krvi in žuljih, pa tudi o tem, zakaj je pomembno ustvarjati priložnosti za mlade. Si pripravljen? Ja, To je gremo. epizodo, evo, pohitima, da ne razumemo trening. Na začetku, kdo sploh je Vid Štuhec? Ljudje te še ne poznajo toliko, ampak verjamem, da te bojo v naslednjih tednih, mesecih spoznali. Pa da se ti opiš, kako bi se ti opisal? To je v bistvu zelo težko vprašanje, ne? Kako bi se tega najboljše lotil? V bistvu bi rekel, da sem radovednež na področju športa, na področju podjetništva. Od nekdaj me je v bistvu obdajal šport, rekreativni šport. Imel sem neke ambicije oziroma želje potem, da bi se ukvarjal vrhunsko športom. Potem sem bil kar zelo hitro prizemljen s strani staršev tudi, da nimam pravega mindseta za to, da v bistvu si ne želijo tega za mene, iskreno povedano. Nikoli me niso ovirali pri tem, imel bi podporo, če bi se res odločil za to. Ampak imamo izkušnjo v družini, kako izgleda, kako izgleda vrhunski šport. Nismo bili direktno vpleteni v celotno zgodbo Ilke, ampak vseeno si zraven, vidiš, kaj se dogaja, veš, da so to zgodnja jutra, veš, da je to marsikdaj, kot rečemo v žargonu, preko trupel za doseganje ciljev, ne. Teda ja, moje življenje je bilo vedno nekako povezano z športom pa z turizmom po eni strani, ne. Teda ta kombinacija. Drugače pa me, če se spomniš, zdaj pred kratkim je bil trend na družbenih omrežjih, da ti je ChatGPT, v bistvu si mu dal prompt, naj te s karikaturo predstavi, glede na to, kako te pozna, ne. In mi je zelo dobro izrisal, v bistvu me je predstavil s 4 rokami, ob strani je pisalo strategy, bil sem v sakoju z kolesarkami, veš, taka kombinacija športa in dejansko podjetništva, lahko ti pokažem potem sliko. Teda ja, v bistvu je moja opis mene je bil najboljši, torej radovednežki, pa je vedno malo pozen, zaradi tega, ker ima dan premalo ur, teden premalo dni, vedno bi rad čim več naredil v čim bolj optimiziranem času, kar pa včasih vodi do tega, da porabim teh akademskih 15. Rekel si, da mindset tvoj ni bil pravi za neki vrhunski šport. Si prepričan, da je bil tvoj, ali mogoče so te prepričali v to, ali glede na to, kajega projekta si zdaj lotil, je mindset zelo pomemben. Zelo me zanima, če je bilo to takrat res tak in pa kaj se je spremenilo, da je pa zdaj mindset ta pravi, no? Mislim, da je bilo tako. Mislim, da sta imela tu starša prav. Ne bom rekel, da sem bil občutljiv, ampak kar čustven, no, tako bom rekel. In verjamem, da še vedno je tako, da če se mi zgodi neka krivica, se me to zelo dotakne. In verjamem, da se v vrhunskem športu, to lahko verjetno sam najboljše potrdiš, dogaja ogromno krivic, ne. Torej in strani sotekmovalcev in strani ekipe, verjetno zveze in tako naprej, ki jo vidiš v tistem momentu kot krivico, dejansko pa je bilo verjetno objektivno mišljeno zelo pozitivno, ne, ali pa tudi ne, kakorkoli. Teda ja, mislim, da je bila pravilna odločitev. Tudi zdaj, ko se vedno več ukvarjam z vrhunskimi športniki, ali pa sem kakorkoli drugače vezan na vrhunski šport, opažam, da
sem hvaležen staršem v bistvu, da sta mi pustila to svobodo, da se lahko ukvarjam z vsemi športi, ki me veselijo. Kot sem rekel že v začetku, pač radoveden sem na področju športa, rad probam karkoli, kar je možno, ne. In kot zdaj opažam v tem sklopu priprav za tek čez Slovenijo, si pa zelo omejen potem, ko se pa res fokusiraš na en specifičen cilj, ki ga hočeš doseči. Ali je to, sezona, ali je to samo en podvig, pač res vse podleže temu cilju, ne. In obožujem smučanje recimo in letošnja zima, ki je bila vrhunska, obilna s snegom, hladna, primerna za top pogoje, sem imel v bistvu najmanj smučarskih dni kadarkoli, verjetno, ne, odkar smučam. Ampak je bilo težko, ni pa bilo tako težko, ker sem vedel, zakaj to delam. Da bi pa to delal, ne vem, 15 let, 10 let, 15 let, tako kot sem rekel, kot vrhunski športnik vsako sezono v bistvu podrejal oziroma vsako leto podrejal temu enemu cilju, eni sezoni, enemu športu, pa mislim, da bi bilo kar zahtevno to za mene. Tako da ta emocionalna plat in ta plat je mogoče odtehtala, da zdaj mislim, da je bilo prav, ko sta se starša odločila, da v bistvu ne gremo v nobenem športu res na glavo, ampak mi data možnost, da se z različnimi športi ukvarjam. Je pa v bistvu to tudi ustvarilo v meni to miselnost, da se rad potiskam iz cone obubja. In mislim, da je ravno to pa je ta razlog, da sem zdaj prišel do te odločitve, da pa grem v ta projekt Kilometri za prihodnost, torej v tek čez Slovenijo. Pred kakimi 5, 6 leti sem se začel bolj intenzivno ukvarjati z vzdržljivostnimi športi, najprej s tekom, potem s triatlonom, pa kolesarstvom in tako naprej. V bistvu vse, kar zajemajo ti vzdržljivostni športi. In je zdaj nekako organsko se v bistvu zgodil ta projekt, torej kombinacije in teka, torej tega fizičnega podviga in same humanitarne note, torej Kilometrov za prihodnost in podpore mladim v športu. No, zdaj, ko si imela Kilometre za prihodnost, ne, kako se sploh porodi ta ideja v glavi, da je pa pretekel Slovenijo? Zdaj specifično, zakaj Slovenijo? Zato, ker sem želel, da naredimo projekt, ki bo v Sloveniji, ki bo torej v celoti potekal v Sloveniji. Torej v lanskem letu smo ustanovili v športni agenciji Proelium zavod Pro, ki je v bistvu neka smiselna nadgradnja samega sistema, ki ga v Sloveniji postavljamo. Torej začeli smo najprej z podporo vrhunskim športnikom skozi agencijo, športno agencijo Proelium. Potem smo temu dodali Mastercard športno akademijo, kjer se v bistvu ta celoten paket podpore ponudi mladim športnikom, starim med 14 in 20 let, v skupinskem izobraževanju, pomeni skupina 25 do 35 športnikov, odvisno od sezone, letos imamo 7. sezono. Se skupaj izobražuje na osnovi 7 različnih temeljev, torej od športne prehrane do psihologije, do ustvarjanja osebne blagovne znamke, PR-ja in tako naprej. Se skupinsko izobražuje in zdaj v 7 letih, kot sem rekel, smo nabrali že kar nekaj alumnijev, torej mladih športnikov, ki so se skozi akademijo dokazali, da razumejo vrhunski šport in po vsem tem prejetem znanju želijo biti v vrhunskem športu kot športniki, ne kot, ne vem, fizioterapevt ali pa psiholog ali pa kakorkoli drugače. In zdaj, ko imamo te alumnije, je smiselno z njimi začeti delati individualno. Mi pa v bistvu kot agencija nismo imeli kapitala, torej ne kadra, ne financ, da bi lahko z njimi delali tudi individualno, pa tukaj še ni nekih večjih sponzorstev, kot lahko to zapakiramo pri vrhunskih športnikih, s katerimi delamo, ne, in se na ta način pokrivamo. Tako da je v bistvu bil potreben en projekt, ki bi nam omogočil ta kapital, enostavno povedano. Zato smo ustanovili zavod, ki bo namenjen prav temu, da ustvarjamo projekte, s katerimi polnimo neko mošnjo, ki bo namenjena podpori mladim športnikom, tako po eni strani za dostop generalno do športa, pomeni tistimi socialno ogroženih okolij, pomeni, kjer bomo pomagali z podporo, ne vem, vadnin, samih športnih rekvizitov, od obutve do žog in tako naprej. Potem ta naslednji korak pa je v bistvu za tiste mlade športnike, ki so pa na prelomnici, torej ali se odločijo, da bo šport postal rekreativen del njihovega življenja ali pa grejo na glavo v vrhunski šport. Tudi ti so ponavadi iz družin, kjer se je že vse, kar premorejo, v bistvu vložilo v to športno pot, zdaj pa je v bistvu potrebna podpora tudi zunanjega okolja in v bistvu pomagamo ustvariti nek ekosistem, ki ga rabijo, da lahko v vrhunskem športu uspejo. To je bila osnovna ideja, zakaj. Potem pa sem lani zaključil v bistvu Triglav trail run, 50-kilometrsko distanco, prišel v cilj in bil relativno ne glih spočit, ampak še vedno svež, pač še vedno bi z lahkoto nadaljeval, šel, ne vem, še vsaj 20-30 kilometrov. In že dolgo sem se igral z idejo, da bi rad naredil 100, ne, torej eno res proper ultra, ne. Potem sem začel raziskovati, katera tekma bi bila primerna in je večinoma problem ta, da rabiš indeks, torej manjših distanc, da se lahko sploh prijaviš, pa še potem moraš biti načeloma izbran v sami prijavi, da lahko štartaš, ne, torej da dobiš štartnino. In pol sva bila s punco na sprehodu z Katjo
In mi pride ideja, zakaj pa ne bi jaz pretekel Slovenije, recimo, ne? Zakaj bi mogel biti nujno del nekega organiziranega dogodka, če pa lahko sam naredim neki event, pa to mogoče povežem še z zavodom, naredimo v bistvu to zgodbo, zaradi katere smo zavod ustvarili, in naredim zraven tega, da jaz dosežem en osebni cilj, v bistvu še zgodbo, ki bo pa podprla oziroma ustvarila neko sistemsko podporo, recimo, dolgoročno, dostopom mladih do športa, ne. Slovenijo sem že prekolesaril v sklopu Diagonale 365, mislim, da se reče, konkretno projektu oziroma, same poti, in mi je bilo vrhunsko. Tista pot mi je bila res čudovita, ko vidiš, kako se iz Goričkega v Piran Slovenija spreminja, da res imamo popolno igrišče za treniranje, za športanje, za outdoor doživetja. V bistvu imamo res vse, od ravnic do jezer, do gorovij, hribovij, morja. Dejansko si lahko v parih urah iz obale na najvišji točki Slovenije pač imamo popolno igrišče, kar tudi potem potrjuje to, da imamo v najrazličnejših športih res vrhunske športnike, ki to dokazujete, da imamo res odlično okolje, ne. Dobro, jaz se bolj držim športov, ki imajo omejeno igrišče. Ja, zato neomejeno. Če se vrnemo malo, ko si rekel za tiste vrhunske vaše alumnije oziroma kako bi rekel, maturante vaše akademije. Tudi, ko ima športnik nudeno vse, rečemo, kar je potrebno, pa rečemo tudi, v tem primeru že vzamemo tudi finančno vse pokrito, še vedno ne garantira vrhunskega športnega uspeha. Kaj misliš, da je tisto, kaj dela razliko med vrhunskimi športniki in tistimi, ki jim malo zmanjka do vrhunskega športa, izven, bom rekel, teh, pa ne samo materialnih, ampak tudi ostale podpore, ki jo imaš pri treningu? Kaj je tisto, kaj jih loči? Ja, vedno bolj ugotavljam, mislim, zavedam se tega, da je to definitivno ekosistem, ki stoji za tabo, torej skupina ljudi, ki te podpirajo oziroma ki ti nudijo vso potrebno pomoč, da te v situaciji, ko sam nimaš rešitve ali pa se niti nimaš časa s to rešitvijo ukvarjati, ti dajo na pladen odgovor. In pač ta odnos oziroma ta ekosistem mora biti tak, ti strokovnjaki morajo biti takšni, ki te res poznajo, da ti znajo v tistem momentu res svetovati to, kaj tebi odgovarja, ne to, kaj recimo piše v literaturi, da je v tem primeru potrebno. Zdaj v bistvu delamo skozi projekt tudi simulacijo enega takega, vrhunskega športnika oziroma okolja, ki ga potrebuje en taki vrhunski športnik, na meni plastično, ne, gledano. Torej, jaz zdaj za ta podvig imam cikel recimo 6 do 8-mesečnih priprav. Prvi 2 meseca sta bila bolj v bistvu še usmerjena v ostale športe, torej splošna fizična pripravljenost, zadnjih 6 mesecev recimo pa se bolj strukturirano, pripravljam za ta tek. In v bistvu sodelujem od športnega psihologa do nutricionista do, v bistvu imam absolutno pomoč tudi pri grajenju same znamke, projekta samega, pa tudi svojega imena na koncu koncev. Zato, ker ob koncu dneva ti zmanjka časa za vse skupaj, ne. In iskati rešitev, vzame preveč časa pa preveč negotovosti in ti v bistvu ustvari v glavi tisto negotovost, ki pa je po moje ravno to, kar si izpostavil, torej kaj je tisto, kaj dela razliko, da nekdo doseže vrhunski rezultat, ko je fizično na vrhunskem nivoju, ali pa ga ne. Jaz mislim, da res dela največjo razliko to, kaj se dogaja v tvoji glavi, ne. Torej, če ti znaš stres, spustiti ali pa pritisk iz tega nivoja na ta nivo, da ti je v bistvu kolegialno oziroma da ti pomaga, da te ne potiska navzdol. In s tem tudi recimo delava zdaj največ, z mojim športnim psihologom Zdravkom Strnišo, na tem, da seveda ti pride, vsake toliko ti pridejo dvomi v projekt, zakaj bi se ravno jaz s tem ukvarjal, kdo sem jaz, da bom jaz zdaj v bistvu govoril ljudem o dostopu mladih do športa, ne, saj nisem v vrhunskem športu nikoli nič dosegel, ne. Potem ti pridejo dvomi, kako bom prelavfal, ne vem, 4 dni zapored, ne vem, 85 poprečno, 85 kilometrov, ne. Če pa sem zdaj največ prelavfal recimo 60 kilometrov v kosu, ne. Pojavljajo se ti vsi ti dvomi, ampak če imaš strukturirano ekipo, če imaš neko strategijo za vsem skupaj, si lahko zelo hitro sam odgovoriš in samega sebe pomiriš, ne. In mislim, da je to tisto, kaj je ključno, torej da imaš ljudi, ki veš, da jim lahko zaupaš, ker te razbremenijo v samem procesu priprave na neko do nekega cilja, ne. Kaj pa ti misliš o tem, recimo ti povej, ti si najboljši primer tega, ne, bil si koliko, 2-krat na olimpijskih igrah, 5 svetovnih prvenstev, 6? Ne vem, koliko sem jaz na prvenstvu, da imam 2 medalji, to so edine svetovna prvenstva, kjer štejem. Ja, okej. Ampak, jaz se strinjam s tabo, jaz mislim, da stres mora biti prisoten, kaj se tiče stresa, tudi drži na nekem nivoju. Pa vse to problem je samo, kako se ti soočaš s tem stresom, ne. Sam sem rabil kar nekaj časa, da sem ugotovil,
kaj mi paše, kaj mi ne paše, kako se s tem, jaz sem tudi svojo športno psihologijo, Tanja Kajtna, ko sem začel sodelovati, pa smo kar hitro naredili ta preskok in to je meni obrnilo kariero v bistvu. Je bila kar, bom rekel, v padcu. To je to, treningi vrhunski, priprave vrhunske, prva tekma velika, bam, prvo kolo, ok. Izpadeš v prvem kolu, enkrat se zgodi, ni problema. Ko pa se to na 3 velikih tekmovanjih zapored zgodilo, pa je in stres je in mindset je zagotovo pomemben. Pa ne samo na samem tekmovanju, eventu oziroma tvojem projektu, tudi kar se tiče treninga, ne. Mindset mora biti skozi, motivacija ni skozi, ne, saj veš. Ne, se ti jutro zbudiš, danes motiviran, pa vsak dan bom motiviran, ne. Motivacija pride pa gre, disciplina je tista, ki pol dela razliko, ne. Za disciplino porabiš ta mindset, da tudi ko ti ni, ko ne moreš, da greš preko, ne, in da narediš tisto, kaj je treba narediti. Ko smo pri mindsetu, pa pri razlogih, zakaj nisi se ti odločil za vrhunski šport, ne, mogoče malo neprijetno vprašanje, ampak si razmišljal kaj o primeru neuspeha, se pravi na sami trasi? Pa ne govorim zdaj neuspeha samo, da ne zmoreš, govorim o vremenskih pogojih, o poškodbah, o nekih zunanjih vplivih, tudi na neke zadeve, ki ti nimaš samega vpliva. Sta se s psihologom tudi o tem pogovarjala? Ja, absolutno. Torej so stvari, na katere ne bomo vplivali, to je definitivno to vreme, ne, in to je stvar sicer, na katero se lahko probam mentalno pripraviti, da zna biti, da bo 4 dni dež, zna biti, da bo hladno, zna biti, da bo peklensko vroče, pač nimamo pojma, kako bo vreme, zato pač moram z opremo, ki jo uporabljam, načeloma jo stestirati v vseh pogojih oziroma vedeti, v katerih pogojih kaj uporabljati, da zmanjšam ta riziko potem nekih, ne vem, žuljev, nekih poškodb, ki se jih da preprečiti z pravilno opremo, ne, ker saj veš, ni slabega vremena, je samo slaba oprema, načeloma skorajda v vseh outdoor športih, ne. Kar se tiče tega, da recimo ne bi zmogel, torej da bi moje telo odpovedalo, ker ko govorimo o ultra karkoli, torej ali teku ali kolesarjenju ali plavanju ali čemurkoli, se v bistvu zelo podajaš v neke neznane vode, ne veš, kaj bo telo naredilo. Tudi če si že v preteklosti pretekel ali pa prekolesaril ali pa preplaval take distance, ne veš, kako se bo v tem primeru, torej kakšna bo dnevna forma, ne. Zato definitivno razmišljam in delam strategijo tudi zato, kako bo, če recimo mi ne rata. Tudi s tega pogleda recimo smo naredili tak sistem, da bo vedno z mano nekdo tekel, pomeni, da bo to vedno neka spremljevalna ekipa v vsakem primeru, ki bo za mene skrbela, pa tudi en tekač, torej ali bo to ultra tekač, ali bo to ultra triatlonec, ali v bistvu en slovenski uspešen ultraški športnik, ki bo z mano tekel to traso in bo tudi v primeru, recimo, da jaz moram odstopiti oziroma ne morem nadaljevati, zaključil tisto etapo. Tako da me v bistvu ta zadeva me od začetka motila, ko mi je prvič Jan rekel, da bi pač priporočil, da imam jaz skozi nekoga zraven, se mi je zdelo to malo me prizadelo. Veš, sem mislil, kaj dvomiš, da bom lahko to pretekel, ne, pač zakaj bi mi to rekel, to si mi je v bistvu res prizadel, pa meni ustvaril dvom, ne. Ampak ko sem predelal to, pa ko smo se tudi z Zdravkom o tem pogovorila, ne, je to v bistvu res samo olajšanje in tako kot sem prej rekel, spustiš ta stres oziroma pritisk iz tega na tega, ne. In se lažje že k treningu spraviš, k sami vizualizaciji teka se lažje spravim in tako naprej, ne. Pa tudi to, da ima ta v bistvu projekt 2 cilja. En cilj je torej to, kar sem že povedal, da zberemo čim več sredstev, ki bojo pomagala mladim v enakopravnem dostopu do športa. Medtem ko drugi cilj pa je, da aktiviramo Slovence, da tečejo z nami, torej da te 4 dni, ko bo potekal tek iz Goričkega v Piran, tudi sami tečejo kjerkoli po Sloveniji in lahko vpisujejo svoje kilometre na našo spletno platformo kilometri.si. Zraven tega pa bojo potekali še 3 aktivacijski dogodki v Mariboru, v Celju in v Ljubljani, kjer pa se bo med 4. in 7. uro na stadionih, torej v Mariboru na Poljanah, v Celju na Kladivaru in v Ljubljani na Iliriji, teklo in skupaj nabiralo kilometre. Tu smo naredili še z glasbeno spremljavo, torej res super bende, torej v Mariboru bo to Videc, v Celju Leopold I, v Ljubljani pa Hauptmann, ki bojo v bistvu privabili ljudi, da bojo imeli še dodatno razlog, da se udeležijo tega dogodka tekaškega. Pa potem še v bistvu en neprepoznan oziroma ne tako znan bend na vsaki lokaciji, ki jim bomo dali oder, s tem podpremo tudi še kulturni aspekt, ni samo športni aspekt, torej mladih, ne. In v vsakem primeru torej izpolnimo
ta cilj, ne, zbiranja kilometrov, aktivacije ljudi, da se pridružijo, da tečejo teh 4 dni, da se umaknejo od ekranov v tem času od 4. do 7. ure recimo, ne, in naredijo nekaj dobrega za sebe in za podporo športa. In tukaj je ta gamifikacija, torej igra, 1 kilometer je 1 evro, torej vse kilometre, ki bomo v teh 4 dneh zbrali, torej vsi Slovenci plus jaz, ki bom tekel čez Slovenijo, se bojo, upamo, da s pomočjo podjetij v Sloveniji pretvorili v evre. Torej bomo to ustvarili kot budžet, ki bi naj pokril potem to podporo mladih, ne. Teda tudi, če meni ne uspe priti skozi, ne, teh mojih 330 kilometrov je sicer velik del, ampak če gledamo vse slovensko, vseeno majhen del, ne, vseh kilometrov, ki bo pretečeni, da v vsakem primeru vsaj ta cilj oziroma oba cilja izpolnimo. Samo moj osebni cilj, da pretečem Slovenijo, pade, ne. Da se mi zdi, da s tem zelo zmanjšamo ta pritisk, ki bi ga jaz imel z samim tekom, ampak lahko damo več fokusa na to dobrodelno noto oziroma aktivacijsko noto Slovenije za podporo mladim v športu. Super. Zdaj, ko razlagaš, vidiš, da je to ogromen projekt, ne, aktivacijski dogodki, sodelovanje z raznimi strokovnjaki, pa vse to. Kak je pa trening tvoj izgleda? To me zanima zdaj. Glede na to, pa kako to, glede na to, da praviš, daš kolesariš, smučaš, pa vse to. Od vsega tega si izbral, bom rekel, tek, ki je za me, jaz sem moral preteči to ogromno, ampak nikoli sem rad teka, ne. Pa mogoče, če pogledam, primerjam plavanje, pa kolesarjenje, pa tek je tudi nekako najbolj stresen za neke poškodbe ali pa kam. Tako da, prvo, zakaj tek, pa drugo, kako bolj izgleda zdaj tvoj trening? Zakaj tek je? To je tudi vprašanje, s katerim se jaz malo ukvarjam, tako, no. Ker vedno sem rad tekel, nikoli pa ne bi rekel, da je tek tisti šport, ki pa bom zdaj njemu namenil, ne vem, pol leta, da bom se res maksimalno pripravil na nek podvig. Torej, če bi me vprašal še pred parimi leti, sigurno ne bi rekel, da bo tek tista stvar, kjer bom se posvetil za vsaj 1 leto, da bo pač priprava na projekt, ki ga lahko izpeljem, šla skozi. Mislim, da zaradi tega, ker je to šport, v katerega lahko vključimo največ ljudi. Torej, s katerim se lahko poistoveti tudi največ ljudi, ne. Torej, če bi to bilo kolesarjenje, si že delno omejen, težko narediš take aktivacije, kot jih delamo zdaj, pa težko v bistvu vključiš ljudi, da vpisujejo kilometre in tako naprej. Torej, zdi se mi, da je najbolj ljudski šport, kateremu se res lahko priključi vsak, tudi če ne moreš teči, lahko hodiš, lahko pišeš prehojene kilometre. Se mi je zdelo za neko tako aktivacijo, za nek tak projekt najbolj smiselno. Tudi, če gledava strani kolesarjenja ali pa plavanja, hotel sem, da je projekt, ki poteka v celoti v Sloveniji in da nekako poveže celotno Slovenijo. Zdaj, prekolesariti Slovenijo, ja, je izziv, ampak je bilo že res ogromnokrat narejeno, obstajajo dogodki, ki to vključujejo in tako naprej. Ko sem prvič prišel na idejo, da bi pretekel Slovenijo, niti nisem našel nekaj konkretnih zapisov o tem oziroma poročil o tem, da bi to bilo že narejeno, ne. Potem, ko sem začel malo raziskovati, sem absolutno našel, da je bilo to že večkrat storjeno. Vem za enega Slovenca, ki je pretekel v kosu, to je Anže Česen, ki je, mislim, da pretekel v 40 urah, s tem da je 4 ure vmes samo spal, nekaj takega res ekstremno. In Anže bo tudi recimo ambasador samega projekta Kilometri za prihodnost. Tudi na eni etapi sem mu pridružil. Je pa tako, da ne bo tekel cele etape, zaradi tega, ker ima, mislim, da teden dni ali 2 tedna za Kilometri za prihodnost, ima svoj projekt, kjer bo 500 kilometrov tekel po Sloveniji v kosu, oziroma koliko pač bo zmogel. In ja, to so potem pa res next level stvari, v primerjavi s tem, kaj zdaj jaz delam, koliko pa je to, ne. Mislim, res ekstremno. Tako da, ja, kje sem zdaj ostal? Rekel si, zakaj tek, zdaj pa še, kako pa zdaj trening izgleda? Kako izgledajo treningi. Ja. V bistvu je tako, treningi so v bistvu polovica mojega ukvarjanja s samim sabo na dnevni ravni, druga polovica pa je v bistvu rehabilitacija oziroma regeneracija, lahko rečemo, ne. Torej, če gledamo, moj dan se začne ali z jutranjim stretchingom, cirka pol ure do 45 minut, torej to je neki yoga flow, ki sem ga naštudiral, ki ga zdaj že res delam po manjih 15-20 let, ki mi res odgovarja, včasih ga naredim hitreje, včasih počasneje, ampak tu nekje pol ure do 45 minut traja. Potem, če nimam dopoldanskega treninga, si dam še kompresijske hlače za pol ure, torej da res pospešim cirkulacijo, pa da se v bistvu začnejo neki regeneracijski procesi že zjutraj, ker zagotovo imam potem, če ne dopoldanski, pa popoldanski trening. Na tedenski ravni je moj trening razdeljen na dneve, ki vključujejo tek, in dneve, ki ne vključujejo tek, zaradi tega, ampak ti dnevi potem vključujejo drugačno regeneracijo oziroma drugačen kardio, pa aktivacijo nog.
predno sem se specializiral zdaj samo za tek, torej predno sem začel delati ciljane treninge samo za ta tekaški podvig, sem se tudi kar nekaj ukvarjal z Hyroxom, zaradi tega, ker se mi zdi, da res celostno pripravi telo na kakršnikoli stres oziroma kakršnikoli šport. Zato še vedno vključujem kar nekaj takega treninga, vsaj enkrat tedensko imam torej Hyrox trening, pa vsaj dvakrat tedensko imam trening za moč. Ostalo pa ponavadi izgleda trening za moč tako, da prvo naredim trening za moč, temu pa takoj sledi nek tek, torej 10 do 15 kilometrov, da v bistvu simuliramo utrujenost telesa, torej ne vem, da sem že recimo 4, 5, 6 ur na nogah, ko začnem s tekom, ne. Ko imam dvojni trening, je to ponavadi torej ali tako sem rekel, moč pa takoj sledi tek, ali sta pa recimo 2 tekaška treninga, en dopoldan, en popoldan. Tedensko delam cirka 90 do 120 kilometrov tekaških, plus še dodatnih 8 do 10 ur treninga v gymu. Zdaj dodajam tudi plavanje, zaradi tega, ker je super za regeneracijo. To v bistvu ni kot trening, je bolj kot regeneracijska aktivnost. Plavanje je super, je kompresija, pospeši cirkulacijo, načeloma nimaš muskel fibra po njem. Je pa tudi super, kaj ugotavljam zdaj na zadnjih parih treningih, za kontrolo dihanja, meni specifično za tek tudi, zato ker res delaš na teh dolgih izdihih, intenzivnih vdihih, kar je fajn za spuščanje recimo srčnega utripa, za optimizacijo samega teka, večjo ekonomičnost teka in tako naprej. Tako da se vedno trudim v vsaki stvari, ki jo z Alenom Plojem, torej osebnim trenerom, ki sem ga v bistvu, s katerim sodelujemo zdaj za priprave na ta tek. Vsako stvar, ki jo dodajamo oziroma ki je del treninga, premislimo oziroma razdelamo, zakaj je smiselno za tek, ne. Recimo včeraj sem imel terapijo, 4 ure kitajske masaže, vsako mečo me je razbijala 1 uro. Tako da recimo smo zdaj prilagodila trening, da imam in včerajšnji in današnji dan prost, zaradi tega, ker bi drugače pač enostavno naredil več slabega kot dobrega, če bi danes že imel trening, recimo, ne. In prilagodimo preostanek celotnega tedna na osnovi tega. Tako da ja, potem zvečer pa, torej čisto vsak večer valčkanje, vsaj pol ure, stvar, ki je sicer zelo nadležna, ampak kjer vidim največjo razliko, če slučajno spustim kateri dan, je pač res gromozanska razlika naslednje jutro, zategane mišice, definitivno pač bolečine, ki jih drugače ne bi imel. V preteklosti sem se ukvarjal z recimo vnetimi ahilovimi tetivami, in če zdaj recimo ne zvalčkam, imam takoj v glavi nekako, da pač je zdaj večja možnost, da se mi bo ahilova vnela, ker bo gastrocnemius bolj zategnjen, in vidim neke povezave, ki pač mene stresirajo in nisem pomirjen, ko grem na trening oziroma ko moram nadaljevati s procesom treninga, ne. Poleg tega, da pač še normalno delam delo za športno agencijo, pa za domače podjetje in tako naprej, da moram biti kar strukturiran, da pride vse skozi, no. Glede na to, da Alen Ploj ni prvenstveno tekaški trener, ne, ampak več kot očitno se ful, bom rekel, znanstveno pa strukturirano loteva ta treninga, samega teka. Teorija štima v praksi ali vidiš kake zadeve, ko načeloma je bilo treba sproti prilagoditi, glede na to, da eno pravi teorija pa to, potem pa pri samem teku si pa bil mogoče, da je kaj drugače. Ja, mislim, da že samo to, kaj sem ti prej rekel, ne, da delamo prvo moč, pa potem takoj tek, je proti teoriji, ne. Mislim, teorija vedno pravi, da moraš narediti kontra, ne, načeloma, če že delaš dvojni trening, delaš zjutraj moč, pa potem popoldan tek, če že, ne, zato da pustiš, da se v bistvu naredi neka super kompenzacija sploh, oziroma da imaš neki efekt od samega treninga, ne. Pri nas je pač cilj drugačen. Če je cilj treninga moči, da ti dvigneš mišično maso. Tako, ne, pri nama je pač cilj to, da utrudimo telo, da potem na utrujeno telo naredim tek, ne. Tako bom rekel, Alen res ni strokovnjak za tek po eni strani, ne, po drugi strani pa je strokovnjak za preventivnost pred poškodbami, ne. Torej, sam je zaključil nogometno kariero predvsem zaradi poškodb, tudi zdaj dela ogromno s športniki iz različnih športov, ki pridejo k njemu v sklopu rehabilitacije po poškodbah ali pa za preventivo pred poškodbami. Tudi Hyrox, kot sem rekel, je trenutno med elit 15 na svetu. Torej, zna načeloma osebo res vrhunsko fizično pripraviti. In midva sva z Katjo k njemu hodila v sklopu priprav za Hyrox tekmovanja in meni se je zelo dopadel njegov pristop, ravno to, torej, da je individualno gledal na vsakega športnika, s katerim je delal, ne. Seveda imaš ti skupinske vadbe, v katerih imaš, ne vem, 6, 8 dela skupaj načeloma iste vaje,
ampak pri vsakemu prilagodi težo, pri vsakemu popravlja, ti svetuje, kaj narediti drugače, ti svetuje, kako se pejsati, recimo, ne, da ne boš se skuril na sami tekmi, ne. In ko sem mu prvič omenil, da bi me v bistvu treniral za ta tekaški podvig, je bil njegov odgovor: "Daj mi par dni, da povprašam ljudi, ki se ukvarjajo s tem, da vidim, če imam pravo razmišljanje o teh stvareh, da vidim, če sem sploh prava oseba za to." In že s tem to mi je bilo ful všeč, ne. Veš, da ni rekel takoj: "Ja, komot te pripravim," ampak moram se prvo izobraziti malo o tem, pod narekovaj, ne, da vem, če ti sploh lahko pomagam pri tem, ne. In zraven tega imam recimo Luko Uršiča, ki je ultratekač, iz Trail bande v Mariboru. Sva pač prijatelja že od prej. Sem ga tudi prosil, če mi lahko pomaga v celotni zgodbi, on je edini v bistvu ultratekač, ki je del ekipe. In dosti debata tudi poteka z njim na to temo, ne. Veš, ne mogoče direktno med njim in Alenom, ampak ko jaz njemu povem, kaj delava z Alenom, je to smiselno, kaj ti priporočaš. In se mi zdi, da se lepo vse skupaj sestavlja, ne. Fajn mi je tudi, veš, da imam to neko dvojno preverjanje, lahko rečemo, ne. Torej to, kar mi Alen pove, jaz preverim pri njemu, dobim z obeh strani zeleno luč. Jaz vem, kako se jaz počutim, če se mi zdi, da so noge dovolj sveže, da naredim več, kot imam po planu, naredim več kot je po planu, pa potem vidiva naprej z Alenom prilagajamo dejansko vsaki trening, ne. Ja, saj jaz sem videl, da več poti vodi do cilja, ne samo ena, in ti moraš najti tisto, kar tebi paše, pa odgovarja. In dokler ti to paše, pa dokler vse napreduje, je to, ne. Ja. Če se vrnemo malo zdaj na športno akademijo, ti si se lotil svojega projekta podobno kot pripravljate svoje športnike, se pravi, da se ga lotiš iz vseh aspektov športa, ki zajema od samega specifičnega treninga, splošnega treninga, psihologa, nutricionista, ustvarjanje blagovne znamke, regeneracije in potem rehabilitacije. Kje ti vidiš, da lahko ti še napreduješ oziroma katerim tem aspektom posvečaš več časa? Pač pustimo zdaj sam trening, ki je pač nujen, ne, ampak od teh ostalih, čemu bi se lahko še bolj posvetil oziroma čemu se že daješ večjo prednost? Ja, v bistvu čisto vsak aspekt je, ugotavljam, zelo pomemben, ne. Glavna težava, ki jo jaz imam, je ta, da zraven tega, da se pripravljam na to zadevo, ne, še normalno delam na projektih, ki pač mi nosijo denar oziroma ki poskrbijo za to, da lahko plačujem račune v tem času, ne. Tako da imam konstantno pač težavo z mankom časa, ne. Zato sem se tudi potem odločil, da grem v sodelovanje z vsemi temi strokovnjaki, zaradi tega, ko imaš enkrat termin, se pač temu moraš posvetiti. Ni tako, da bom se že temu, ko bom imel čas, ko bom še to končal, ker pol nikoli ne nakončaš, pač pol vedno še naslednjo stvar primeš, pa naslednjo stvar odpreš in tako naprej. Jaz mislim, da imam največ potenciala za izboljšanje oziroma tudi najbolj neka največja neznanka je ravno to, kako se bo moja glava začela obnašati ko bom res izčrpan, ne. Ker dejstvo je, da to bo prišlo, ne. Upam, da ne že prvi dan, mogoče že prvi dan, zagotovo bo te najtežje drugi in tretji dan, ker še niti na pol ne bom, pa bom že uničen. Tretji dan bo mogoče malo boljše mentalno, zaradi tega, ker bo že od polovice dalje, torej bom se približeval načeloma že cilju, ne še oddaljeval od začetka, ne. Ampak ne bo še pa konec ta dan, plus noge bojo verjetno v najslabšem stanju od vseh 4 dni, ne. Tako da kljub temu, da se mi je v začetnih parih pogovorih z Zdravkom zdelo, zakaj jaz zdaj za to plačujem, ne. Veš, ko dobiš tisto misel, če pa to je tako, da bi se recimo z nekim kolegom pogovarjal o tem, kaj me muči, pa bi si midva svetovala pa debatirala, pa sem si po prvi terapiji to mislil, pa po drugi, pol pa pač začneš vključevati te stvari, o katerih si se pogovarjal podzavestno v ne samo športni proces oziroma trenažni proces ali pa tekmovalni proces, ampak v vsakdanje življenje. Začneš drugače pristopati k nekim izzivom ali pa k nekim, ja, problemom, ki postanejo namesto problema potem izzivi, ne problemi, ne. Kar se mi zdi ključnega pomena, zato da tvoje mentalno zdravje ostane fokusirano na cilj, ne pa na reševanje problemov, ne. Tako da po moje tukaj, seveda nikoli nisi dovolj naštudiral prehrane, tudi prehrana bo izrednega pomena, ne toliko v sami pripravi na šport, kot med samim podvigom, ne. Zato ker bo zagotovo prišlo do tega, da bo v neki točki moje telo začelo zavračati vnos hrane, ne. In pijače, mogoče, ne, upam, da ne, ne.
Ampak ko pride do tega, ti dejansko izčrpavaš telo bolj, kot si ga kadarkoli, nič mu pa ne vračaš, ne daješ mu kalorij, kot da bi kamin pustil prazen, pa naj gori, ne more, ne. In to je potem spet kombinacija tega z mentalnim, ne. Zdaj jaz mislim, da je vse na koncu pride nekako do tega, kaj se bo v moji glavi dogajalo, oziroma koliko bom jaz dal misli držati pozitivne in usmerjene proti cilju in verjeti v to, da lahko pridem do cilja, ne. Po moje. Jaz vem, ko smo mi s Tanjo delala te seanse oziroma pogovore, tudi pri meni je bilo malo drugače, jaz sem se moral prav naučiti prepoznavati vzorce, kdaj sem pod stresom, in potem pa tudi delati vaje, kako se pomiriti, ne. Se pravi, da sem imel dovolj časa pred samim nastopom, da sem jaz, malo sem nervozen, bom naredil te vajice oziroma stvari, ki sem jih delal, pa je bilo v redu. Ampak tako si rekel, to je pogovor in potem, ko se tako sproščeno pogovarjam, reče, zakaj pa tako? Mislim, zato smo mi tu, okej, v redu. Ja, je res, glava je, pravijo, da je najpomembnejši del in da to je tisto, kar dela razliko med, rečemo, med prvim pa 10. ali pa 15. ali pa pri tebi, na primer, med zaključenimi 4 etapami ali pa 3 pa 2, ne, ker telo ima ful velike kapacitete, ne, ki jih mi pač silimo se, hočemo izpraviti do konca, pa ko misliš, da si čisto na koncu, še gre čez, ne. Pač moraš iti iz tega comfort zona ven in dalje, ne. Je ravno o tem govora, ne, v nekih vzdržljivostnih športih. Če gledamo, zelo je popularno zdaj to od Gogginsa, Davida Gogginsa, verjetno poznaš, ne, ko govori, on v bistvu bazira celo svojo zgodbo na tem, kako grozno je bilo njegovo otroštvo in da on beži pred tem, torej v bistvu borbo s svojimi demoni, ne. Njegov slavni rek je, ne vem, mislim, da ko misliš, da več ne moreš, si še na 40%. Torej niti na pol še nisi, ne. Kar je super, da si skozi ponavljaš, sploh ko prideš do neke krize, ne. Je pa meni en drugi pristop, mislim, to se absolutno, s tem pristopom se absolutno strinjam. Ne bi pa rad tega več, ker imamo pa negativni pogovor sam s sabo, negativ talk, ne. In on sebe ponižuje, da se v bistvu polni s tem, ne. Ne bom zdaj govoril primerov, ker so neprimerni, ampak mislim, da vsi vemo, o čem govorim, ne. In ta pristop mi recimo nikoli ni bil blizu, ne, ker recimo Goggins je imel zelo slabo otroštvo, samo okolje, v katerem je odraščal, pritiski strani staršev, odnos strani staršev do njega, potem debelost, s katero se je ukvarjal, pa pač ni imel jasnih ciljev, kaj bi rad v življenju dosegel in tako naprej. Mi je pa dosti ljubši recimo ta pristop, ko ga pa ima en drug ultramaratonec oziroma ultraš generalno v vseh pogledih, Ross Edgley, ne vem, če ga poznaš, to pa en Britanec. On je pa si ime naredil ravno s tem znanstvenim pristopom k ultra preizkušnjam. Dec gleda ko bodybuilder, pač res vrezan, sicer relativno mali, ampak na slikah, ko je sam, ne zgleda mali, ne, ampak res mišičast ekstremno in ne bi rekel, da je to nek ultraš. On je recimo v enem letu je naredil podvige v razmiku 2 ali 3 mesecev, kjer je mogel ful spremeniti svojo telesno sestavo, ne. Torej od tega, da je naredil everesting na 20-metrski vrvi, do tega, da je naredil maraton tako, da je vlekel za sabo minija, do tega, da je naredil triatlon olimpijski z, mislim, da 20 ali 25 kilskim hlodom zvezanim na sebe, vedno z nekim drugim namenom, ampak ključna je bila ta elastičnost telesa, ne. In on potem recimo je preplaval okrog Velike Britanije 162 dni, mislim, da je plaval vsak dan, torej tako kot se je spreminjala plima in oseka, tako je plaval, ne. Zdaj nazadnje pa je preplaval okrog Islandije v skorajda negativni temperaturi morja. Razumeš, pač res človek, ki se zna očitno odklopiti, ki ima ekstremno močen ne. In razlika njega recimo do Gogginsa je ta, da on pa bazira self-talk, torej komunikacijo s samim sabo med tem, ko mu je težko, z hvaležnostjo, torej s pozitivnimi mislimi, ne. In večkrat izpostavlja, da se njemu v njegovem primeru ne zdi vzdržno negativno govoriti samim sabo, ker ti, ko negativno govoriš samim sabo, v bistvu vzpostavljaš neko negativno vzdušje, ne, ki na res dolgi rok ni vzdržno, ne. Če pa ti pozitivno govoriš o sebi, pozitivne afirmacije, ne, saj vemo sama, če ti pozitivne afirmacije daješ, se vse ko prej začneš pozitivno počutiti, tudi če si v nekem slabem toku oziroma negativnem toku misli, ne. In dosti delam na tem, da tudi takrat, ko mi je težko in med treningom ali pa ko nisem motiviran, kot smo se prej pogovarjala, ne, ampak moram na osnovi discipline nekaj narediti, ne,
si ponavljam ravno to, bodi hvaležen, da si tu, tudi ko delam avtogeni trening, se zahvaljujem, ne vem, da mi noge tako služijo, da mi roke tako služijo, da se sploh lahko ukvarjam s tem projektom, kljub temu, da imam absolutno premalo časa za vse, kaj hočem narediti, ne. Ampak se mi zdi, da imaš dva taka ekstremna pristopa in meni bolj odgovarja ta hvaležnost, ne. Sem prepričan, da ogromno ljudem pa bolj odgovarja ta Gogginsov pristop, ki pa je negativni self-talk, da se v bistvu, ja, ne bi rekel izrazil, no, ampak ja. Kak je tvoj pogled recimo Ja, o tem, mene, o tvoji treningu? jaz sem se čisto odklopil. Jaz nisem nič razmišljal o tem, kako moram, samo o tem, kako moram eno nogo dati pred drugo. Dobesedno. Je bilo tako. Meni je bilo najlažje, da sploh ne vem niti, katera runda je, niti, ali pa katera distanca, ali pa katera ponovitev. Tudi med treningi, torej ne samo Med tekma. treningi, na tekma ne. Na tekmi meni nikoli ni bilo tako naporno kot na treningih. Kar je point Ja, saj treninga, tvoja ne, da tekma je ti, kratka ti se, načeloma, ne. ja, 3x2 minuti, oziroma zdaj ponovno tudi lahko 2-krat, ker se glede na to, gre se na kateri dobi 2 rundi, se pravi, če dobiš prej 2 rundi, si že zmagal, drugače gre v tretjo. Ampak meni na tekmi nikoli ni bilo niti približno tako naporno kot na treningu. Ker trening, to je point, ne, da se jaz spravim na treningu tam, kjer nikoli ne bom prišel na tekmo. Oziroma, če slučajno prijem blizu tega na tekmi, sem jaz tu doma, ne, po domače povedano, meni je to v redu. In meni je bilo samo, ne vem, ko smo iz tega klance delali, jaz ne vem koliko ponovitev, in ne vem, je prva, druga, tretja, četrta in pol prideš do točke, ko več ne moreš. Lahko se, če se v tistem trenutku vsedeš, pa rečeš, boš obsedel. Pa še moraš 3 narediti. Ne? Mislim, moraš. Tu se razlika dela, jaz tako pravim, ne. Ti prvih 7 distanc narediš samo zaradi tega, da prideš do one točke, ko lahko pol napredek delaš, ne. One zadnje 3 so tiste, v katerih boš ti napredoval ali pa boš ostal tu, ki si, ne. Ker jaz se zabavam malo, 7 vsak naredi, ne. One 3 so pol tiste, ko ti rediš ekstra, ne. Ampak jaz sem se čisto odklopil, sem šel, sem rekel, zdaj čas, ne morem se zdaj obremenjevati s časom, koliko bom te lavfal distance, načeloma imam okvirni čas, v katerem moram zlavfati. Ampak jaz sem crkjen, po domače, ne. Ampak odlavfati pa moram. In grem in odklopim čisto in samo razmišljam dobesedno, kako bom dal nogo pred nogo, ne. Kar je monotono, ampak me pa spravi ven iz bilo katerih negativnih misli, ne. Še 3 imam, ne morem več, kaj če bo tota zdaj 5 sekund počasnejša, bruha se mi, kaj bom jutri, ne, vse me bo bolelo. Ne, meni je bilo pomagalo, sem se totalno odklopil, ne. In tudi v borbi načeloma, moj šport je malo drugačen, je dosti razmišljanja pa strateškega pa vse to, ampak jaz sem se bolj na koncu osredotočil s trenerjem tako, da sva midva naredila taktiko pred samo borbo. On je naredil analizo, jaz mu zaupal 100%, verjamem. In potem jaz imam neki, bom rekel, bazični plan strategije, kaj bom delal v borbi, ostalo pa je vse reaktivno. Se pravi, nobene misli se ne oklepam predolgo, ker mi potem to zmanjša reakcijski čas, da odreagiram, ko je treba, ne. Tako da, ne glede na to, koliko imam polno glavo vseh nekih podatkov, sem jo moral na tekmah totalno sprazniti, ne, pa tudi dostikrat na treningih, ne. Ker drugače mi je, ko pa so se začele misli negativne, pol pa to mlejaš, pol pa sem crknil po 45 sekundah ali pa minuti borbe, pa nisem 10-krat nogo dvignil, ne, ker koliko možgani kisika še dodatno bolj kurijo za nepotrebne stvari, ne. Ja. Koliko bi rekel recimo, da tebi na tvoji poti pomenila podpora doma? Moje poti ne bi bilo brez podpore doma. Okej. Ne govorim zdaj samo o tem, da so me peljali na treninge, kar je bilo tudi, jaz sem bil star 9 let, ko smo se iz Maribora preselili v Slovensko Bistrico, 2 leti sem treniral taekwondo v Mariboru takrat, gladko bi se lahko odločili moji starši, veš kaj, tu boš zdaj v Bistrici našel nek šport, vse je dosti velik spekter športov, pa boš tu nekaj treniral, ne. Tudi v ogromno športih si bil dober, ne? Mislim, jaz motorično sem sposoben, pa mi je hitro razumem, dvomim zdaj, da bi rekel, da sem bil dober, ampak v moji glavi jaz verjamem, da pa če bi se česa lotil, bi pa lahko bil dober, uspešen. Mogoče ne najboljši, ampak zagotovo pa ne najslabši. Ampak so me peljali na treninge vseeno v Mariboru, ne. Pa vcepili so mi nekako to v glavo, da je, niso mi vcepili v glavo, jaz sem res rad hodil tam na treninge, čeprav sem samo 2 leti treniral,
To ni bilo govora o nobenih vrhunskem športu ali pa kaj ne doma. Pa sem vseeno hotel iti tja, ne, mi ni bil problem se, ne vem, koliko smo star 90, na avtobus sest, pa do Slavije, pa pol do Bojana Iliha šole peš, pa tudi nazaj včasih, ne, pa to so bili treningi od pol 7 do 8. Ne vem, danes se to načeloma vidim ne dela, ne, redko kdo pri takih letih oziroma imajo pač ta dan ne bo šel na trening ali pa bomo našli nekaj drugega. Meni so pa res, ne, do tega, da je moj ata je treniral sam najprej tudi tekvando tam v osnovni šoli, potem pa atletiko in je šel pri svojih okoli 40. leta, mogoče malo več celo, se je vpisal na višjo trenersko šolo v Zagrebu, izključno iz razloga, če bo kdo od nas treh, ker še imam 2 sestri, se kadarkoli želel ukvarjati s športom na višjem nivoju, da ima to znanje, da lahko pomaga. In on bil moj kondicijski trener od začetka do zdaj. Skozi je on moj kondicijski trener, ne. In ne samo, da je šel v šolo, on je sproti spraševal, gledal, učil, skupaj sodeloval z mojim tekvando trenerjem skozi, ne. Tako da podpora doma je bila, bom rekel, tista glavna, da o finančne sploh ne govorim, ne. Ko si rekel, da je bil oče tvoj kondicijski trener, ne, Ja. dosti je teh zgodb uspešnih in neuspešnih, ko v bistvu je starš kakorkoli vpleten v ekipo športnika, ne. Kako je to delovalo pri vas oziroma kako ti gledaš na to, v kaki meri je smiselno, da je starš vpleten, kdaj misliš, da ga preraste oziroma kdaj je boljše, da se umakne? Midva sva imela, čisto, bom rekel, super odnos, kar se tiče tega treninga, ne. Ja, seveda ti gre na živce, ker je ata včasih, ne, pa včasih ti zdi, da govori neke stvari, ki niso potrebne, ampak midva sva dosti dobro skomunicirala vse, ne, tudi največji plus, kaj je bil, je tega, da je on mene videl, ko sem jaz prišel na trening, ker me pozna, pa rekel, super, danes lahko naredimo 2 seriji več, ali pa danes bomo se samo, iz tega boš samo naredil, pa stretching dobro naredi, mogoče malo vaje za kor, pa bež domov. Ne? Nisi pravi, ne? Tako, ker te vem, da nisi pravi in bomo samo forsirali nekaj in ciljamo v poškodbe. Ne? Plus tega ne pravim, da je kjerkoli tak, ampak moj ata ni imel nobenih kompleksov, ker je on moral, zaradi tega, ker on ni doživel svoje športne kariere tako, kot je hotel, da bi to prenašal na mene. Jaz tega nikoli nisem čutil. To se ti zdi glavna stvar? Pomembno. Jaz mislim, da morajo biti starševe ambicije samo, da je otrok uživa in da otroku pomagajo. Ne zdaj ti lahko, zdaj pa boš, ker lahko pa vse to. Če otroku ni všeč, pač mu ni všeč. Nisem za to, da vsakeč, ko otrok reče, jaz ne bi več, okej, vredi. To ne. Tisto leto boš hodil. Danes je to kar problematika, ne, ker zaradi te hitrosti in vsebin in vsega skupaj, hitrega premikanja informacij, smo kar hitro podleženi temu, da ko nam nekaj ni všeč, to zamenjamo oziroma se vdamo, ne. Zakaj pa? Zaradi tega, ker kot otrok, ko otrok mali dobi telefon v roke, rečemo, pa mu nekaj ni všeč, je stvar, ki mu je všeč, en klik stran oddaljena. Ja. Ne? Na televiziji gledaš risanko, ta risanka ni všeč, prevrti naprej na ono. Včasih ni bilo, včasih si zasedo, ne vem, on je živ žal ali kaj si gledal, pa 3 risanke so bile všeč, 5 ti jih ni bilo, si moral sedeti tam pa čakati, da pride one 3, Pa si pogledal, ko so ti všeč, pa si pogledal, ne. Pač tempo življenja je drugačen, vse to, ampak od doma se vse začne, neka uspešna športna pot, ne. Ampak tudi sam si videl, pa še boš videl, da tak je, za vrhunski rezultat moraš narediti vse, pa še več, pa ni garantirano, da ti bo uspelo. Definitivno je pa garantirano, da ti ne bo uspelo, če ne vsega narediš. Oziroma, če narediš samo to, kaj je recept, ne. Tako, ne, oziroma pač, če bom rekel, veš kaj, bom jaz dosti naredil na treningu, pa dobro, psihologa ne rabim, pa glej, ne da se mi zato je hrane kuhati, kaj je, to te 3-4 stvari bom naredil, do neke mere te spravi, ne spravite pa tam, po moje, kje imaš ti ambicije oziroma. To je tudi eno izmed sporočil, ki jih hočemo dati z projektom Kilometri za prihodnost, ne. Torej, da
spremenimo to miselnost v splošni javnosti, ki pač mislim, da še vedno kar zelo močno prisotna, da je vrhunski šport trening, pa tekma, pa rezultat. Ta zadnji cel ekosistem, ki pa more delovati, tako si zdaj sam izpostavil, da sploh lahko sanjaš o tem, da bi posegel po vrhunskem rezultatu, na to pa se dostikrat potem pozabi, predvsem, ko spremljamo nek šport po televiziji in gledamo in si misliš, pa ne vem, pri nogometu, kako lahko sfališ gol, pa če cele dneve pincaš to žogo, kako te lahko iz 5 metrov mimo gola brcneš, ne? Ne vidimo pa vsega tega, kaj je v ozadju, vsega, ne vem, in stresa in vseh teh zadev, ki pač morajo delovati, da lahko priješ ti do vrhunskega rezultata, ne. Dober primer tega je tudi Šeško, če tako gledamo, ne. Kako dolgo je zdaj rabil, da mu je steklo pri Unitedu, ne. Bil je na vrhunski formi, ko je prišel tja. Zdaj pa je rabil res mesece in mesece in mesece, da se je začel počutiti v redu, da je sproščen na tekmi, zdaj pa goli padajo sami od sebe, če tako gledaš, Ja, ne. ne moreš se navaditi na novo okolje, vse skupaj novi. Saj ne toliko razumem nogometa, ampak nekaj pa vem o športu, da vem, da ko ti totalno iz enega okolja prideš v čisto drugo okolje, druga ekipa, drugi trener, drugi način igre, vse rabiš nekaj časa. Jaz sem bolj vesel, da mu je uspelo tako, kako mu je. Isto je v smučanju, isto je v borilnih športih, isto je v vseh športih, ne. Torej ti kot gledalec ali pa navijač iz sedežne vidiš samo ta del ali pa sklepaš samo ta del, ne. Treniral je, zdaj pa je na tekmi, pa zakaj ne performa, če pa se samo s tem ukvarja, ne. In hočemo ljudem razložiti tudi to, v bistvu, kaj vse je del vrhunskega športa, ne. Ja. Vse skupaj bomo pa potem tudi zajeli v bistvu v dokumentarnem filmu, ne. Dokumentarni film bo torej zajel celotno zgodbo projekta, torej od poti, od same ideje do poti oziroma treningov za sam podvig, pa potem sam tek čez Slovenijo, torej iz Goričkega v Piran, posamezne etape in potem tudi posamezne lokacije, ki vlagajo, lahko rečemo, na neki način v podporo mladim, predvsem na področju športa. Torej to bo od občin do razvojnih agencij, do posameznih podjetij, podjetnikov, posameznikov in tako naprej, ki bodo predstavljeni tekom tega projekta. Bomo pa tudi 3 oziroma 4 obrazi načeloma v tem dokumentarcu. To boš ti in Gloria kot vrhunska športnika, ki sta načeloma, lahko rečemo, v jesenskem delu njune kariere, torej se počasi pripravljata na drugo kariero v življenju, da povesta v bistvu to svojo pot, ki je bila zelo samostojna, ne, ker nista imela neke konkretne podpore, nekega ekosistema, ki je za vaju skrbel. Potem mene kot nekoga, ki gre na ta športni izziv oziroma ki se pripravlja na ta športni izziv, ki bo v bistvu doživel nek cikel takih priprav, lahko rečemo, v enem letu, ne, na en tak izziv. Pa potem recimo še primer v naši agenciji Roka Možiča, ki pa je imel to podporo od samega začetka, recimo, ne, od športnih psihologov, nutricionistov in tako naprej, ki so mu pomagali na tej poti in kaj lahko to potem prinese, ne. Da bo res ena taka športno-turistična zglednica samega projekta Kilometri za prihodnost, ne. Jaz se že veselim. Jaz se tudi ful veselim. Mogoče bi te samo še to vprašal. Dokumentarca ali teka? Enega in drugega, moram reči. Pač dejansko se teka tudi zelo veselim, no. Res komaj čakam, da se začne. Vem, da bo težko, vem, da bo zagotovo kake poškodbe. Se spomniš, kaj sem ti jaz, prva stvar, kaj sem ti rekel, ko si mi rekel? Kaj? Sem rekel, mislim, da si butl, ampak dobro, Slovenija rabi take butle pozitivne, tako da. Ja, v bistvu se spomnim marsičesa, kaj si mi rekel. Med drugim je en ključnih sporočil, ki so mi ful ostala, je bilo to, da če se kjer dan generalno počutiš, da ni pametno narediti trening, ga ne naredi. To mi je zelo ostalo, ker vem, da smo v začetku, sploh ko smo še s Tadejem skupaj sedeli, dostikrat debatirali o tem, da moram bolj paziti to, da se ne bom pretreniral, kot premalo treniral, ker pač sem sam zelo zagnanjen, rad treniram, rad sem v coni nelagodja oziroma izven cone lagodja. In se zavedam, da je to lahko kvečjemu večji problem, ne, kot pa to, da bi premalo treniral. Ampak ravno to, da si rekel, glej, ne rabi biti, da si utrujen. Lahko je samo ta malo slabi občutek ali pa je to ena dodatna ponovitev še, ko se ti zdi, da je več ne bi smel narediti, pa jo imaš na programu, pa je ne naredi, ker je lahko res negativna posledica tega. Pa si sam dal nekaj primerov, se mi zdi, ko si imel take situacije, ne. Meni se kar nekajkrat naredilo, ko sem dobil neko poškodbico, bile so neke natrganine, mišica, vse to, kjer nisem čutil vloži, da bom rekel bolečino, niti zategnjenost ali pa karkoli, ampak nekaj sem pa čutil, nekaj, kar ponavadi ne.
In sem šel tisto eno zadnjo ponovitev narediti in mi je malo pokl naložil, ne. In to se mi je naredilo ene parkrat. Tako da, tako kot sem ti rekel takrat, ko na avtu se prižge lučka rumena, greš na servis. Isto tako se ti na telesu prižge rumena lučka. Ti jo samo moraš znati videti, ne, pa ne ignorirati. Ker Ker to radi na avtu naredijo. ja, ne, ker mi pa ko se na avtu kaj vžge, letimo na servis pa porihtamo, ker smo za avto dali denar, avto rabimo, moramo iti na šiht pa vse to. Ko pa je telo pa ono govori rdeče, vse stop engine, pa ti še kar greš malo, ne, takrat te si ful preteral, ne, tako da moraš se naučiti. To me je bilo mogoče malo, pa ne strah, saj to sem ti povedal, da je malo skrbi, ker ti si v tem rekreacijskem športu, bom rekel, ta projekt, na katerega se pripravljaš, pa je vrhunski podvig, ne. In če poznaš dovolj svoje telo, da boš znal te vzorce prepoznavati, kar se tiče samega treninga. Ker vem, kak si, ker vem, da je kratek čas in da plan je napisan in jaz, ko sem bil mlad, sem se tudi držal plana ko pijan plota in ko sem zbolel za en dan, mi je misel padla v glavo, zdaj nisem naredil tega treninga, se moram vse premakniti za en dan vnaprej, ker jaz sem imel napisan makrocikl od, ne vem, začetka januarja, ko smo začeli, pa do, ne vem, kdaj sem imel svetovno prvenstvo, je bilo to maja, junija, julija ali pa še kasneje. To sem za 6 mesecev napisano praktično skoraj vsak dan treninge, kaj bom delal, z malimi variacijami, ne, se pravi, tu grejo tako, to je ta bazični del, zdaj tu so bazične priprave, tu bojo specifične priprave, ampak mikrocikli so bili že praktično skoraj da spisani. Ne, jaz sem se ful sekiral, če se mi je karkoli naredilo, da se za 2 dni ni šlo skozi. Ko pa vidiš, da je plan nujno potreben, da ga imaš pa vse to, ampak da mora biti zelo prilagodljiv in najbolj prilagodljiv tvojemu počutju, ne. In tu, ampak dobro, vidim, da za zdaj ti gre, dobro to hendlaš, količino treninga z regeneracijo pa s počutjem. Ja, mislim, tako bom rekel, no, čutim, kdaj je potreben servis, no, tako bom rekel. Prejšnji vikend recimo sem testiral, torej ne ta zdaj, ampak prejšnji sem testiral prvo tretjino druge etape, ne. Prvo etapo smo šli recimo s kolesom skozi, torej iz Goričkega preko Murske Sobote pa potem do Maribora. Drugi dan pa torej z nogami, torej tekaški do neke malo za Slovensko Bistrico 30 kilometrov je bilo vse skupaj. In jaz sem se že pred tem počutil super, ne, torej in en dan pred tem sem imel trail run, torej v petek, mislim, da 20 kilometrov, tudi nekih 700 višincev, nič ekstremno napornega, ampak že utrujene noge potem, ne. Pol v soboto kolo, vse super, v nedeljo pa me je tako cirka po enih 15 kilometrih, torej malo po polovici, zategnila desna meča, ne. To je bilo veš ono momentalno, ko čutiš, da ni bila zdaj poškodba, ampak da je bilo nekaj, kaj je pač zmotilo in je preventivno mišica zakrknila, ne. In to sem v bistvu, s tem sem se ubadal pol 10-12 dni, ker pač misliš, da boš lahko s stretchingom to rešil, ali pa da boš lahko z valčkanjem to rešil, ali pa ne vem, sem šel k Samatu Miklu, ki mi pač skrbi za regeneracijo oziroma za te fizioterapevtsko pomoč. Smo naredila, ne vem, od udarnih valov do dry needlinga do tekara, pa ni spustilo, ne. Pač je zelo trmasto bilo meča, ne. Včeraj sem imel torej to terapijo, kjer sva porabila več kot 1 uro, samo zato, da mi je razbila recimo sloba desno mečo, ne, ki je imela to kepo noter. In jaz ti, Ivan, ne znam povedati, to so bile po moje največje bolečine v mojem življenju, ne pretiravam. Pač to je trajalo, pa ne zaradi tega, ker bi pač momentalno tako fejst bolelo, ampak ker je tako dolgo trajalo. Pač to je bilo grozno, jaz sem po moje zvil tisto misel masažno, ker se imaš verjetno sam te izkušnje. Jaz seveda, ko so me dva gor držala, ko mi je lože pucal, ko ni šlo drugače. Ampak, Ampak to so v bistvu stvari, ki potem, ki veš, da jih moraš narediti, ker ni več druge rešitve in da si v tistem momentu pripravljen to bolečino predelati, zato ker veš, da je nujna, zato da boš lahko v bistvu ta proces priprav sploh nadaljeval, kaj šele, da pač boš lahko nastopil na stvari, za katero se pripravljaš, ne. Povej mi, to me zanima, če bo Maks kazal kake ambicije ali pa željo v kakem vrhunskem športu, bilo katerem pač bo, bi ga pustil na to pot ali ne, oziroma kako bi se tega lotil? ne bi mu rekel ne. Okej. Nikoli.
Mhm. Če ima željo, pa to, sam tudi imam namen, oziroma kako bi rekel, da bi mu predstavil šport v smeru, da se ukvarja, ko je mlad, s športom, katerimkoli. Ne bi ga na vrat na nos spodbujal v vrhunski šport. Seveda, če otrok pokaže ambicijo, interes, predvsem interes, pa tudi, da vidiš, da mu gre, sem tu, da mu pomagam. Imam dosti znanja, kar se tiče športa, na vse možne načine, kaj lahko mu pomagam. Kaj pa ne bom znal, pa bom poiskal strokovnjake oziroma ljudi, ki pa lahko pomagajo. Ne bi ga pa jaz sam spodbujal že od malega, da je pa to edina pot, ki bo te naredila srečnega ali pa nekaj takega. Ker ni. Ne? Ker jaz sem celo življenje treniral za olimpijske igre. Mhm. Moja 2 nastopa na olimpijskih igrah sta meni najslabša spomina iz mojega športa. Ne? To je paradoks. Se pravi, meni nikoli ni bilo dovolj, da se sama kvalificiram na olimpijske igre, jaz sem hotel osvojiti olimpijsko medaljo. Mhm. Meni ni uspelo. Super. Jaz sem popolnoma zadovoljen s svojo kariero, mislim, da sem živel lepo življenje, še živim lepo športno življenje in je pa tako, da ne vem, če bi druge hotel povedati, da je to tisto prav. Jaz bi samo šel še enkrat čez to. Mhm. Vse? Da te tudi vprašati, Ja, jaz bi. Mogoče s glavo, ki jo imam zdaj, bi lahko boljše neke stvari izpeljal, zagotovo bi boljše neke stvari izpeljal. Kaj na primer? Glede na začetku same treninge, regeneracije, rehabilitacije, pa tudi glede samega pristopa, bom rekel, malo taktičnega pa tehničnega, ko se je začel tekma dosti spreminjati zaradi pravil. Ne? Jaz sem tu dosti izgubil, bom rekel, enih par let, ker sem se boril na neki stari način, ker je prej padlo, nisem pa, bom rekel, tega nadgradil dovolj hitro, zaradi tega, ker na tekmah mi je pa še vedno šlo. Ne več tako včasih, ampak jaz sem dosegal lepe rezultate, zmagoval sem dobre borce. In to mi je mazalo oči, da nisem prej začel spreminjati koncepta treninga. Ne? Mhm. Prej bi začel sodelovati s športno psihologijo, zagotovo. Prej bi se začel ukvarjati s tem, da ustvarim ta neki osebni brand, ne? Ker bi lahko moja pot bila dosti lažja, sploh kar se tiče nekega finančnega smisla. Ampak jaz bi šel še enkrat čez vse to. Ne bi pa silil svojega sina v vrhunski šport, ker super je, gledamo vsi te športnike, tudi druge, in to so uspehi in se veselimo z njimi. In jaz tudi jočem z onimi, ker vem, kak je, ampak vrhunski šport je daleč od tega, da je zdrav. Tega na začetku noben ne pove. Ne? Vsi vidijo tisto medaljo, uspehe, potencialno denar, odvisno v katerem športu, ne? Noben pa ne ve, da to je in zelo težko oziroma zelo moraš razmisliti, kako pristopaš svoji karieri, da prideš iz kariere zdrav fizično in psihično. Ja, ker na prvo žogo bi mislil, da če je ukvarjanje s športom, da je to zdravo, ne? Rekreacija je Ja, zdrava, rekreacija je vrhunski zdrava. šport ni zdrav. Tako, ja. Ne? Ja. Res moraš poskrbeti oziroma imeti skupino ljudi okoli tebe, ki skrbijo za to, da prideš in fizično in psihično zdrav ven iz svoje kariere. Ne? Se pravi, fizično tako, da nisi zdaj se zjutraj zbudiš, pa skoraj da rabiš bergle, da prideš do WC-ja, ne? Psihično pa to, da dosti ljudi se identificira kot športnik. In naenkrat športna kariera je tak, da se lahko konča jutri. Ali je to poškodba, ali je to bolezen, ali je to enostavno nekaj prije. Ne, in se jutri konča. In ti od jutri nisi več, od tega nisi več športnik. Kaj si? Ne? Marsikdo je narava športa taka, da mu ne dopušča, da bi se izobraževal ob športni karieri, se pravi, da bi rekel, ok, jaz sem športnik, ampak znam pa še sem računalničar, znam programirati, pa nekaj ali pa karkoli drugega, ne? Tako da tu je potem tisto, da ti veš,
kdo si, tudi če nisi športnik. Ne? Meni je dosti pomagalo to, da sem postal ata. Seveda tudi predtem nisem jaz postal ata zaradi tega, da bi bil karkoli drugega kot športnik, ne. To je druga oblika bolezni, ne. Ampak vidim, kak je lepo življenje tudi po športni karieri lahko, ker imam zdaj že malo vpogled v to, vidim, kaj me čaka, ko bom zaključil, in je super, ne. Ne bom rekel, pogrešal tako, da ne bi mogel ven iz tega, ne. Kaj pa so recimo karierni neki koraki, ki jih planiraš zdaj v tej drugi karieri ali big karieri, ali kako bomo pač temu rekla? V kateri smeri bi rad peljal v bistvu svojo poslovno pot oziroma svojo osebno znamko, če tako rečemo tudi? Zanimivo, ne bi rad bil trener. Okej. Vsaj ne še zdaj, vsaj nekaj časa. Jaz mislim, da imam ogromno znanja, jaz sem bil rad zelo vključen v trenerski oziroma v trenažni proces aktivno, kar pomeni, da me je zanimalo, zakaj delam ta trening zdaj, zakaj so me dosti zanimali, ne. In sem se dosti tudi naučil, tudi študiral sem na DIF-u, tako da me veseli, da bi delal v športu, ne kot trener. Mislim, da je toliko časa pa truda pa vsega posvetiš enako kot trener, kot tekmovalec, včasih kot trener še več, edino tega fizičnega dela nimaš. Ki je načeloma najlažji, razen tako nečem najbolj naporen, ampak drugače pa je fizično naporen, drugače pa je najlažji, ne. In mislim, da delo naših trenerjev ni dovolj cenjeno v Sloveniji. Jaz sem ful hvaležen in Juretu in Gagiju, to sta naša reprezentančna trenerja, da zaradi njiju sem jaz dosegel v zadnjih letih to, kaj sem, in da sem rad hodil na tekme in vse skupaj, ampak ona sta skozi zraven bila. Ne, in jaz vem, kaj to pomeni za družine njune in za klube, ker to dva sta tudi trenera v klubih, ne, in to je ni računice, ne. Nisi doma. Po moje, jaz nisem pripravljen za to delati, ni mi nerodno tega reči, ne. Bi pa rad, na primer, bil učitelj športne vzgoje, to pa me veseli, ne. Okej. Ful me veseli ta kviz, ko delam. Aha. To je ena od najbolj zanimivih stvari, mogoče celo najbolj zanimiva stvar. Zelo izredno mentalno naporna, ampak zelo, zelo zanimiva. Mi je ful všeč, rad bi, se pravi, zdaj nekako, bom rekel, razmišljam v začetku, da bi lahko svojo poslovno kariero usmeril nekako tako, da lahko tudi še vedno neovirano delam tudi to, ne. Te stvari, ne. Tako, ja. Torej, da si medijska osebnost na koncu koncev, v bistvu, ne? Ja, ampak mene ne, to je zdaj malo tako, mene ta medijski del mi ni toliko interesanten, koliko mi je interesanten, da jaz lahko tekmujem v kvizih na redni bazi, ne. Na takih, ker pa da seveda imam tudi od tega kaj, da nisem zdaj doma pa hodim samo po kvizih, pa nič drugega ne delam, ne. To pa vseeno prinese s sabo, ne, plača je, ne, pa Tudi to, taka. da si postaneš medijska osebnost, prinese to s sabo, ne? Tako, seveda, ne. Potem si vpleten v razna sodelovanja, tudi sponzorska, ne. Kar je pa tudi ena izmed stvari, ki si jo prej izpostavil, torej da Kar je bi se meni prej, zelo manjkalo, ne. tako bi se prej posvetil temu, ne. Tako. In ena izmed ključnih stvari tudi pri mladih športnikih, ki zdaj ustvarjajo neko svoje ime, je zdaj kar poenostavljeno, pod narekovaji rečemo, zaradi tega, ker je po eni strani poenostavljeno, po drugi strani pa oteženo ravno zaradi količine informacij, ki so na družbenih omrežjih, ampak ravno ta družbena omrežja dajo možnost, da ti začneš komunicirati o sebi, to, kaj želiš komunicirati, oziroma to, kaj želiš, da ljudje vidijo, in pelješ neko svojo pot, ne. Se strinjaš? Ja, se strinjam. Jaz sem malo še starokopiten, kaj se tega tiče, da smo se že dostikrat pogovarjali o tem, ne. Tudi z Janom sem se pogovarjal. Ja, z nekim ustvarjanjem teh vsebin, pa potem, ko si zanimiv, lahko lepo zaslužiš dandanes. Vse to. Jaz sem bil je to tisto sporočilo, ki ga jaz hočem komunicirati svojemu sinu, da je to pot do, rečemo, uspeha ali pa kaj. Veš, jaz bi ga rad naučil, da je nekaj drugega, to pa je lahko zraven, ne. Ampak to pač hitro ponese, pa vse, pa malo sem, se pravim, starokopiten, daleč od tega, da ljudje, ki se ukvarjajo s tem, nič ne delajo, ne. To delajo, samo pač drugače delajo. Starejše generacije to težko razumejo, ker nimajo pač orodja v roki, pa dejansko, da vidiš, da je nekaj ustvarjeno, pa nekaj tajega, ampak svet je naprej in tako, kak sem rabil dosti časa, da se
tekmo, ko se je spreminjal, da se tudi jaz temu prilagodim. Tako rajem tudi malo več časa, da se tu prilagodim, ampak mi je pa všeč, da sem vseeno tudi, čeprav, bom rekel tako, se v jeseni kariere, začel malo bolj razumeti, da je potrebno to znamko svojo ustvarjati, da vseeno pa delam nekaj, kjer mi bo pa tudi pomagalo to znanje, ne. Se pravi, kljub temu, da je športna kariera, gre počasi k koncu, pa tam druga kariera tudi, bom rekel, to znanje lahko še vedno uporabim, ne. Ja, saj absolutno tudi smisel zdaj, ta beseda mi sicer ni všeč, ampak je najbolj primerna influencerstva, ne, Ja, v strogi obliki influencerstva, ampak v komunikaciji oziroma predstavljanju tega, kaj na svoji poti delaš, in športniki se mi zdijo, da imajo tu idealno zgodbo, da lahko to komunicira na organski način, da ni prisiljeno, da ni zdaj pač predstavljanje produktov zgolj na družbenih omrežjih in govorjenje o stvareh, ki načeloma, v nekaterih primerih so iz lastne izkušnje, v nekaterih niso. Medtem ko športnik, če je fokusiran na sodelovanja, ki so vezana na njegovo športno pot, lahko to ekstremno organsko predstavi, in če zna to organsko predstaviti, bo zelo zanimiv podjetjem. V Sloveniji imamo generalno težavo z majhnostjo našega trga, ne, samo 2 milijona nas je, še manj seveda, torej tisti, ki so aktivni na samem trgu, ne. Pomeni, da je specifika našega trga, oziroma da je težje dobiti neke sponzorje, ne, ki bi te podprli že samo zaradi tega, ker si športnik in ker potrebuješ finančno podporo. Zato moramo dati nekaj v zameno za to, ne. In na ta način recimo učimo naše mlade športnike znotraj športne akademije, da v bistvu na simpatičen, organski način predstavijo neke storitve ali pa izdelke v sklopu stebra Moj prvi posel, kjer jih učimo torej te prve komunikacije s sponzorji ali pa z gospodarstvom, da imajo nekaj za dati v zameno oziroma za ponuditi v zameno, ne. Torej, včasih, samo veš, ko si ti prišel do nekega podjetja pa rekel: "Glej, jaz sem Ivan Trajkovič, grem na svetovno prvenstvo ali pa olimpijske igre, rabil bi pa tako podporo, me lahko podprete?" Ampak moraš priti s konkretnim predlogom: "Glejte, to sem jaz, to vam lahko ponudim, kaj lahko vi ponudite meni oziroma me lahko podprete?" Se mi zdi, da se je tudi to zelo spremenilo ravno z družbenimi omrežji, ker dajo v bistvu mladim oziroma vsakemu od nas možnost oziroma neko orodje v roke, s katerimi si lahko ti kreativen, pa s katerimi ti lahko daš neko zgodbo v javnost, ki bi drugače ostala za zaprtimi vrati dvorane, Pa recimo. malo drugače, nisi več toliko odvisen od teh klasičnih medijev, ne, ti lahko sam sebe predstaviš, imaš ta neki, bom rekel, reach, kot pravimo, ne, nekih teh sledilcev, ti jim predstaviš, komuniciraš, bolj ko si zanimiv, bolj se, bom rekel, imaš neke ljudi, ki se tudi zgledujejo po tebi, in podjetja to vejo, in tudi na primer, če komuniciraš njihove produkte, lahko posledično zaradi tega več ljudi vzame, kupi ta produkt. To je zdaj roka v roki, ne, ni Ja. več teh, ne vem, kot donacij, ker pač podjetje zaradi dobre volje te podpre. Ampak quid pro quo, ne. Ja. Je, zdaj pa, če prej si bil mogoče odvisen od medijskega prostora teh klasičnih medijev, kjer si ti dejansko rabil vrhunske rezultate, da si lahko prišel v časopise, na televizijo, na radio, tam se videl in potem so te dali tudi na plakate, se vidi, on je pa tisti športnik. Zdaj lahko se ti drugače imaš, bom rekel, proste roke do tega, moraš pa. Ne rabiš biti več najboljši v svojem športu, lahko si top 10 ali pa top 20, pa boš še vedno lahko od tega krepko živel, ne. Ja, Če si znaš ustvariti neko, vem, da je to mogoče za nekoga, kot si ti, ko pač je res garal pa delal v smeri samega vrha svojega športa, je mogoče to malo krivično, potem da lahko nekdo, ki je bolj povprečen. ne pravim, da je krivično. Pravim, da sem jaz bil drugačen. Okej. Tako je. Kaj je tu krivično? Meni se meni krivica ni zgodila. Iste možnosti si imel. Ista možnosti smo imela oba. Zdaj, če je on bil bolj zanimiv, pa je pristopil, ker je imel voljo, pa ne samo čas imamo vsi, ampak ker je imel voljo, pa način, da je pristopil, ne vem, do 100 podjetij, pa mu je, ne vem, 10 podjetij na koncu dalo neko sponzorstvo ali pa kaj, jaz pa nisem šel niti k enemu, ali pa sem enemu pa nisem dobil, ne morem jaz biti zdaj, bolj se počutiti, kaj ima on, jaz pa nimam, ne. Ne, jaz sem enostavno bil drugačen, jaz sem pač, me je ta športni del športa bil najbolj všeč, tu je pa najbolj, jaz sem tudi tako kot ti rad trpel, pa bruhal na treningih neštetokrat. Še nikoli nisem. Kaj? Jaz še nikoli nisem. Ne, se še nisi spravil. Premalo močno. Ja, ni to odvisno od želodca, to je odvisno od nog. Tako da ja. Ja. Je kaka stvar pred projektom zdaj še
par tednov samo, ki te skrbi. Mesec pa boja, še ne reči par tednov, to je še bolj To je 6 tednov, to je, Ja, dobro, 6 tednov, ja. Kaj A to pa sem me rekel, ker skrbi? nisem vedel, kdaj bo šlo to ven, veš, saj ko. Kaj me skrbi? Skrbi me, kako se bom spopadal s tistim momentom, tako sem že prej rekel, ko bo prišla tista res kriza, ne. Torej, zgodilo se mi je že na kolesu enkrat, da sem, tako da rečejo, da se zaletiš v zid, da pač enostavno več ne gre. Da ne vem, s kolesom sem se mogel ustaviti, vleči v travo za pol ure, da sem sploh lahko nadaljeval, ker se mi je že zapiralo vidno polje pa tako naprej. Tega me je rahlo strah in tega upam, da se bom lahko na neki način izognil, ne, in strah me je bolečin, ki bojo nastale, ko ne bom več ziher, če je to zdaj samo mali red flagi s strani telesa, da se pač pritožuje, ali je dejansko nekaj resnega, ki lahko vpliva na to, da bom mogel zaključiti, sam tek iz preventive, da ne bo prišlo do kake resne poškodbe. Jasno mi je, da bojo manjše poškodbe, to sem pripravljen sprejeti in v to se tudi podajam s tako miselnostjo, ne. V bistvu so to dve glavni stvari, no. Stvari, ki bi me lahko prisilile do tega, da bom mogel odstopiti, ker si res ne želim odstopiti, želim priti skozi, ne, pa če vem, da bo to ekstremno naporno pa da ekstremno boleče tudi, no, ampak ne bi rad prišel do točke, ko bo pa ena stvar, zaradi katere bom pa mogel odnehati. Upam, da ne bo. In delam na tem, da ne bo, no. Ja, Še kako mislim, da je to to. še kako sporočilo za konec? Ja, mislim, govorila sva zdaj kar nekaj o sponzorjih oziroma donatorjih in tako naprej. In seveda tudi pri projektu našega kova oziroma naših razsežnosti so ravno to, neki subjekti, ki jih želimo nagovarjati, da nam pomagajo ustvariti to boljšo prihodnost oziroma strukturirano prihodnost za mlade v dostopu do športa, ne. Zdaj, ali govorimo, tako kot smo rekla, o socialno ogroženih, ali govoriva o tistih, ki so, načeloma na stopnički, da pridejo do vrhunskih rezultatov oziroma do vrhunskega ukvarjanja s športom. Zato pač res apeliramo v bistvu podjetjem, da se nam pridružijo, da podprejo projekt, ne, na kakršen način pač zmorejo. Zdaj imamo zelo različne načine, ki smo jih že oziroma ki jih že predlagamo v sklopu samega nagovarjanja podjetij. Torej od sponzorstev, ki pokrijejo oziroma rešijo neko težavo samih športnikov, recimo na tak način sodelujemo oziroma bomo sodelovali z Garminom. Garmin je pripravil 11 paketov za mlade športnike, kjer da športno uro plus, HRM monitor, torej za spremljanje srčnega utripa, kar dejansko zelo reši težavo spremljanja samega trenažnega procesa, beleženja samih metrik in Seveda. pač ključna zadeva za naše pojme, ne. Potem imamo recimo podjetja, ki poskrbijo za nutricionizem, torej, Bodygain platforma bo poskrbela recimo za paket za vsakega izmed športnikov med športnimi upi, da bo prejel v bistvu paket, ne vem, kreatina, proteinov in tako naprej, pač te osnove, ki pač so kot športna dopolnila del vsakega športnika skorajda, ne. Potem imamo razne finančne podpore, sponzorstva, aktivacije, potem v primeru donacij se podjetja zelo, odločajo za ta način, kjer naredijo interno aktivacijo v sklopu, kot rečemo, recimo zdravja na delovnem mestu. Koliko interno zaposleni pretečejo, toliko potem recimo donirajo za sam projekt. Zelo zanimiva so recimo tudi partnerstva v samem dokumentarcu, od, tako sem rekel prej, od občin do nekih regionalnih organizacij, do posameznikov, podjetij in tako naprej, ki najdejo neko vlogo v razvoju ali pa prispevanju k razvoju športa v Sloveniji, so več kot dobrodošla. Mogoče se mi sami niti ne spomnimo, katerih podjetij, ki bi bila zanimiva, ker je pač res ogromno podjetij v Sloveniji, ogromno posameznikov v Sloveniji, ki bi lahko bili del. Ogromno smo jih že nagovorili, upamo, da bojo še ogromno jih nagovorilo nas. Pa potem imamo tudi te aktivacijske dogodke, kjer se lahko podjetja vključijo, torej s podporo samega dogodka, s podporo posameznih elementov v dogodku, od športne prehrane do pijače, do, ne vem, raznih aktivacij, ki spodbujajo motorični razvoj otrok in tako naprej. V glavnem, res imamo gromozanski projekt, za katerega je še vedno dovolj časa, da se lahko in posamezniki in podjetniki in organizacije pridružijo in podprejo. Torej mislim, da je to neko zadnje sporočilo iz moje strani, no. Bi še Super. kaj dodal? Jaz ti samo želim, da najprej izpolniš svoj ta osebni projekt in da ti prelavfaš.
Ostalo pa je ena, bom rekel, zelo velika, ampak zelo lepa stvar, ta humanitarni del, ki bo in vem, da dosti delaš glede tega, ampak verjamem, da tudi ostali del ekipe pomaga Izredno. in zaradi tebe ti želim res to, da ta cilj narediš, ta vrhunski in tudi, bom rekel, ko pride do tega, da si zdaj na zadnjem delu, ko tisto lavfaš, tisto lahko malo potrpiš, pa greš preko, to ni trening. Pa če bo resna poškodba, bo že bolj pocelo, ne. Težko se boš spravil še enkrat to delati, ne. Tako mi, na primer, ko si ti na veliki tekmi, svetovno prvenstvo, če je roka zlomljena, je zlomljena, ampak ti greš v borbo. Bo še pač malo zlomljena, ni pomembno, pol imaš čas, da se zaceli. Tako da želim ti, da se imaš fajn. Čeprav se ne boš imel, ampak imej se. Zagotovo bo jaz imel ko se bom imel. Zagotovo. Tako da, ja, zahvalil bi se še celi ekipi, tako kot si zdaj Ivan sam izpostavil, velika ekipa stoji za celotnim projektom, ker je sam projekt res zrastel iz ideje teka čez Slovenijo do, tako smo zdaj rekli, teka čez Slovenijo, vključno z 3 aktivacijskimi dogodki, vključno z aktivacijo po celotni Sloveniji za vpisovanje in zbiranje kilometrov. V glavnem res je ena ogromna zadeva in če bi zdaj vsakega imenoval, bi po moje zagotovo koga pozabil in bi ga s tem užalil, zato res rečem, da se zahvaljujem čisto vsem, ki so kakorkoli del ekipe in ja, jaz sem prepričan, da bomo zmogli in da nam bo ratalo. Zagotovo. Hvala ti, Vek. Ma.